Evo nas, se ne vem, upam, da se slišimo, da se vidimo, da tale zadeva deluje tako, kot more. Bomo videli. Skratka, ja nič, ne, kar začnemo. Ok, vidim, da zadeva deluje, tako da super. Evo me, jaz sem Petra, da se najprej predstavim in vam bo v naslednjih pol urce, bom poskusila tole zajetno, mojo izkušnjo, delovno izkušnjo preko Working Holiday vize, ki sem jo doživela pred približno 3 leti. In sicer delala sem v Novi Zelandiji, nekje skupaj 15 mesecev, tako da ja, no, to je jaz vam zdajle na kratko predstavljam. Najprej, zakaj sem se odločila za to? V bistvu, bila sem v nekem obdobju v življenju, ko sem pač imela na razpolago, ali grem zdaj v to mojo profesionalno pot oziroma se zaposlim, ali še poskusim malo doživeti neke stvari v življenju, malo potovati, kar je bila moja vedno želja in zelo velika strast, bom rekla. Tako da sem takrat po nekih kanalih, tudi sredi potovanja po Aziji, spoznala eno Francozinjo, ki mi je rekla, daj, prijavi se, ne, pa to. Sem rekla, mogoče pa se bom, ne, ampak sem mislila, da je to v bistvu tako zapleten postopek, na kar sem se pozanimala, pa v bistvu ni bilo tako, no. Takrat sem pa začela planirati to svoje potovanje, kaj natančno rabim, kakšni so pogoji in sem rekla, nič, to se pa prijavimo, ne. Skratka, ok, najprej bom predstavila sploh, kaj Working Holiday viza je. Working Holiday viza je viza, tole so eni takele švingelci, bom rekla, je viza namenjena mladim od 18. do 30. leta, ki lahko grejo opravljati delo in ob tem tudi potujejo v Novo Zelandijo nekje 12 mesecev. Lahko pa se ta viza podaljša tudi 3 mesece. Bom povedala potem, pod kakimi pogoji. In sicer za vizo lahko zaprosiš tudi v 30. letu, se pravi do nekje 31. leta. To sem jaz tudi se v bistvu s tem srečevala. Opravljala sem jo 1 leto in sem jo tudi, če izpolnjuješ pogoje in opravljaš več kot 3 mesece dela na recimo farm worka, ne, potem lahko zaprosiš za dodatno podaljšanje 3 mesecev. Samo enkrat lahko zaprosimo za njo, se pravi tudi takrat, ko jo dobimo in pač izpustimo to priložnost, je ne moremo ponovno dobiti. Je pa tu en večji problem, no, da se izda samo 100 viz na leto. Tako da tisti, ki se prijavljate, morate biti zelo, bom rekla, pripravljeni na to. Kako je pa v bistvu, ja, nekje v mesecu aprilu, tako je bilo vsaj pri meni, trenutno moram poudariti, da so trenutno zamrznali prijavo za vize, za delovne vize, za Working Holiday vize v Novi Zelandiji, tako da lahko te informacije najdete tudi na spletni strani STA, trenutno zdaj to nomago.si, se bom lahko potem dala v chat oziroma v dogodek še kakšne informacije. By the way, lahko me vsi karkoli vmes vprašate, bom poskusila odgovoriti, lahko pa tudi v sam dogodek napišete kakšno vprašanje in bom na njega odgovorila, prav? Skratka, ok, da se nadaljujemo. Ponavadi se lahko zaprosilo na točno določen dan v mesecu aprilu in v bistvu tisti dan, tisto uro si mogel iti na server in oddati vlogo. Ker je na voljo samo 100 viz, je bil ta postopek hitri prsti varianta. Se pravi, kdo prej pride, prej melje. Na ta način sva se s partnerjem, s katerim sva tudi potovala po Novi Zelandiji, pripravila tako, da sva se poskusno prijavljala kot rezidenta Nemčije oziroma
neke druge evropske države, ki imajo to možnost, da se lahko prijavijo kadarkoli med letom. In tam v bistvu že malo naštudiraš ta vprašalnik, kaj potrebuješ, in potem v bistvu, ko se odpre vloga, to je točno določen dan, točno določena ura, moraš biti na serverju, se prijaviš, izpolniš vlogo in oddaš. Prvi 100 odda, prvi 100 dobi, tako da to je v bistvu ena taka tombola, no. In jaz sem imela res srečo, da sva jo oba dobila, ne, da sva lahko potem odšla. Zdaj, kakšni so pogoji? Pogoji so, da moraš, ko dobiš vizo, se pravi, to je vse preko spleta, ne, vse je preko online zadev, oditi v Novo Zelandijo v roku 12 mesecev. In to leto oziroma imaš čas, da ti splaniraš to zadevo. Ko prijavljaš se, to sem pozabila povedati, ko se prijavljaš, cena vize je takrat o prijavi 150 €. Skratka, ja, in potem imaš ti čas, nekje 12 mesecev, da se skupaj zadevo naštudiraš, kupiš avionsko karto, pogoj je tudi, da imaš povratno letalsko karto, se pravi, da imaš povratni let, kar v mojem osebnem primeru niso preverjali. Prav tako moraš imeti zavarovanje, ki ga tudi niso preverjali, ampak seveda, če greš nekam tako daleč, vsekakor priporočam zavarovanje, letno zavarovanje za tujino. In nekje pogoj je, da moraš imeti na TRR-ju 2500 €. S tem se marsikdo v bistvu kar malo ustraši, kako bom pa zdaj to našparil, ampak v tem letu, no, ko imaš na voljo, da lahko greš, mislim, da če imaš željo in boš vsekakor nekako na prasko to noč, ne druga si boš sposodil ali karkoli. No, to so nekako pogoji. Ja, potem je čas za odhod, a ne. Da vidimo v bistvu potem o prihodu samem, a ne. Ko prideš potem v Novo Zelandijo, si moraš vsekakor pač v prvem hostlu ali kjerkoli si moraš zrihtati stalni naslov. To ti ga uredijo v hostlu in potem z njim lahko, da začneš delo, odpreš bančni račun. Na podlagi bančnega računa lahko odpreš tudi IRD number, se reče, to je tako rekoč davčna številka. In to so v bistvu te zadeve, s katerimi ti imaš potem dovoljenje, da lahko pričneš z delom. Tale IRD zadeva se vse vodi preko spleta in tudi vse plačilne liste, pač nakazila, vsi podatki delodajalca lahko kadarkoli dostopaš preko spleta. Vidiš tam, koliko si zaslužil, in tudi ob koncu leta dobiš nazaj povratne stroške oziroma, kako se reče, no, ja, okej. Skratka, to je to. Jaz tudi zelo priporočam, da ko prideš na Novo Zelandijo in se to urediš, kupiš tudi avtomobil, ker je to eno izmed boljših prevoznih sredstev oziroma skoraj eno edinino za potovanje in pa tudi delo backpackerjev, ker pri tem moraš biti zelo fleksibilen, tudi sama dela so zelo sem pa tja, pa teta niva, pa levo, desno, tako da priporočam nakup avtomobila, če se le da, no. In potem najina pot je v bistvu bila tako. Med temi 15 meseci, kar sva dol živela, sva nekje 8 mesecev potovala in nekje 8 mesecev delala. Se pravi, da je to nekje sorazmerje dela in potovanja. In potem, ko sva si midva vse to uredila v Aucklandu, ob prihodu, sva potem šla na pot, a ne. Najprej sva mesec in pol potovala po severu, na kar pa
sva rekla nič, čas sezona kivijev je, imela sva neke prijatelje, ki so že delali na teh orčardih oziroma na nasadih kivijev in sva rekla, greva jih malo obiskati, greva malo zaslužiti, mislim, da je bilo dovolj mesec pa pol in čas je bil za prvi zaslužek. Zato sva preko kolegov dobila tudi kontakt in sva se potem v bistvu odločila, da greva obirati kivije. To je za vsakega, ki pripotuje na Novo Zelandijo, se mi zdi zelo edinstvena izkušnja, ki jo mora vsakdo, ki pride na Novo Zelandijo, izkusiti. Nekaj sem še pozabila povedati. Verjetno marsikoga tudi zanima, kako iskati delo, na kak način, kje so tisti kanali. Tako da, če si recimo nastajen v hostlu ob začetku, je to eden izmed načinov, kjer najdeš na oglasni deski ogromno oglasov. Vsekakor jaz osebno najbolj priporočam Facebook skupine. Tam se najde ogromno del za te backpackerje. Tudi Slovenci imamo vsakoletno skupino Working Holiday Visa in potem pač leto, v katerem si, 2015, 2016 in tam v bistvu lahko spremljaš tudi slovenske backpackerje, si z njimi pomagaš, kontaktiraš, ti povejo kakšen kontakt, karkoli. Tako da to je tudi ena izmed načinov. Obstaja pa tudi spletna stran, v Novi Zelandiji je to www.seek.co.nz in pa www.backpackersboard.co.nz. To so v bistvu ta dva spletna naslova sta taka najbolj popularna za backpackerja, tako da tu smo v pričetku začela iskati delo. Nadaljno boste pa tako videli, če boste kdaj izkusili to, je pa vsekakor od ust do ust. Se pravi, ko ti prideš nekam, spoznaš ogromno nekih mladih z izkušnjami, ki so že delali in imajo kontakte, imajo informacije in potem si med sabo izmenjaš, tamle sem pač ful dobro delo, ful priporočam, tule imaš kontakt in na ta način v bistvu potem so tudi midva osebno na ta način najbolj iskala delo. No. Da se vrnem nazaj, midva sva potem po mesecu in pol potovanja odšla na delo v obiranje kivijev. In sicer, kako poteka? Obiranje kivijev je, bom rekla, nekje srednjo zahtevno, Največja težava je mogoče meni osebno, ker sem majhna, predstavljala to, da imaš nad sebe kivijev, ogromno kivijev, ki jih moraš obirati, se pravi, ta gib in jih pač dosežiti. Tu sem jaz imela majčkene probleme, ampak ker je v ekipi nekje 20 oseb, 4 v vrsti delajo in vsak pobira svoj pas kivijev, ki jih nato da v torbo. Pred sabo nosiš torbo, ki je nekje 25 oziroma 15 do 25 kilogramov težka, ko je polna. Moraš jih previdno seveda dati v torbo in jih potem strešiš v zaboj. Tu imam še nekaj slik, bom še malo pokazala, pa če se bo kaj videli. Drugače pa zaslužek na obiranju kivijev je, ni glih najboljši, ampak za začetek bo čisto v redu. Urna postavka je tu nekje 15,75, to je dolarjev, sem pozabila zraven napisati, to je minimalna urna postavka v Novi Zelandiji. To je nekje 12 evrov. To moram pač še poudariti, da to je bilo, 3 leta nazaj. Zdaj letos so šle postavke malo gor, verjetno zaradi same situacije, ker ni dovolj sezonskih delavcev. Obira se nekje, recimo 35 do 45 ur na teden, plače so tedenske, tudi nakazujejo se tedensko, In vsekakor je pa odvisno od vremena. V slabem vremenu se ne obira, ker so potem kiviji mokri in se zaradi tega tudi v bistvu
sadje lahko poškoduje, ko gre v pakirnico. Tako da od vremena je vse odvisno, od vremena je odvisen zaslužek, tako da se zaslužiti, ampak ne pa neki fulno. Evo še slikice, da še povem midva, če se bo kaj videlo, ne vem. Evo, takole nekako poteka oziroma izgleda. Jaz bom še pol dala v dogodek vse te slike, kar jim zdaj pokazala, in bom dala še v dogodek. Mogoče tudi kak video, no, če bo dovolj interesa, da še malo pokažem, kako je to vse skupaj spadalo. Drugače pa ja, ekipa delavcev, backpackerjev, mladih, neskončni nasadji kivijev, ogromno jih je, res ogromno. Evo, tole sem jaz s tole 15-25 kilsko torbo. Po 8 dneh se kar namučiš, a ne. Evo pa še tole slikica, mogoče na takle način smo mi živeli. Spali smo v avtu, se pravi v prirejenem avtu kot nekem kemperju, ne. Lahko pa smo najeli oziroma plačali našem delodajalcu nekje, bom rekla, $30–40 na teden, kjer smo imeli take skupne prostore, mečkan strehco, kuhno, da smo si kaj skuhali, tuše pa seveda sanitarije. Tako da je bilo kar luštno, no, lepi spomini. Ja, in potem po ubiranju kivijev sva šla spet malo potovati, se pravi, nekje 7–8 mesecev vsega se je skupaj dogajalo. Malo potovanja, malo raziskovanja, malo počitka in nato smo se v bistvu pred zimo odločila, da bova, ker je seveda v avtu bilo preveč hladno, zime so kar hladne, vetrovne in pa mokre, sva se odločila, da bova šla, da bomo najela delo v mestu in sva šla v Wellington. Jaz moram povedati, da sva povsem tako v vseh delih, kar jim še tudi pol naprej povedala, naletela v Wellingtonu na največje težave. Na začetku so bile to seveda težave z namestitvijo, ne, tam ne moreš več uporabljati kemperja in sva si iskala stanovanje. Zdaj, že v štartu sva naletela na problem, ker nihče oziroma redko kdo oddaja stanovanja za ta kratkoročni najem, se pravi nekje 3 mesece. Druga težava je bila, kar sva naletela, je to, da redko kdo tudi vzame pare, ne vem zakaj, še zdaj mi ni jasno. In potem sem tudi jaz osebno naletela na kar dosti težav z iskanjem službe. Za mojega fanta, partnerja, ni bilo to problem, dela v gradbeništvu je več kot dovolj in tam prideš, podpišeš, ti dajo opremo, drugi dan začneš delati. Jaz sem rekla, ok, bom jaz nekaj v kafiči, pa to nekaj sem imela izkušnje, ampak ko sem šla pač od vrat do vrat s CV-jem, ni bilo tako fajn, no. Dobila sem priložnost, bom rekla, ampak je tam recimo standard barist z zelo visokem nivoju in tam, če ne delaš kao eno za drugo v nulo in ta latte art, karkoli, nimaš tam kaj delati po dočuju. Skratka, jaz sem potem po enem času iskanja že skoraj obupala, ampak mi je dala kolegica dober kontakt agencije za zaposlovanje. Tam sem mu dala svojo vlogo in so mi pač kar ta prvi dan so mi poslali message, delo to pa to, takrat pa takrat, tam pa tam in pa če si se odzval, prej si dobil delo in takoj, ko si se odzval, so ti naslednji dan poslali kontakte, kamor šiti. In v bistvu, bolj ko si bil zagnan, bolj ko si videl, da si pridn, da iščeš, da si res, da se zagrabiš za karkoli, pol so ti v bistvu konstantno pošiljali. Tako da pol tudi po nekem času, še skoraj obupanem, sem tudi jaz pol nekako dosegala to skoraj 8-urni delovnik na dan, ne. Dela, ko sva jih pa počela, so bila pa res zelo različna. Eno izmed najbolj zanimivih je, ne vem, če to pri nas ni glih tako popularni, je diši, se pravi pomivalec posode v restauracijah. Nič kaj zanimivo delo, nič kaj, ampak zelo naporno. Posod nikoli ne zmanjka,
tudi krožnikov ne. Zelo zanimivo delo, ki sem ga počela, je bila v bistvu priprava hrane za nizkocenovce oziroma za letalske družbe na letališču. Zanimiva izkušnja. In pa strežba v VIP lounžu na letališču. Super. Tudi dobro plača, nekje $17 na uro. Čisto v redu, no, bom rekla tako. Tako da ja, to je v bistvu, Mija smo potem kar komi čakala, da ta zima mine, da greva čim prej spet v najin kemper na pot in čim manj mesta ne priporočam. Nova Zelandija res ni za življenje v mestu, Nova Zelandija za kemper, potovati pa napotiti in raziskovati. Tako da, še nekaj slikic imam tule, tako da, ja, evo, tole so najina dela in sicer pomivalc posode, tule imam bolj slike mojega partnerja, no, kot sebe. Ampak ja, takle priprava hrane, tudi na maturantskih plesih, pa potem pomivalci posode, gradbeništvo, delo v pekarni, strežba, pač pol ni več debate, pa je treba pač prijeti delo, karkoli, se nimaš kaj početi, kot pa biti pridn pa nekaj zaslužiti. Tako da pač poprimeš, karkoli je, pa gremo. Ja, po naporni zimi, hladni pa vetrovni zimi v Wellingtonu sva se odločila, da greva na dopust, skočila na Pacifik. Odlična izkušnja, priporočam vsakomur, ki bo na tistem koncu sveta kdajkoli. Tonga, Pacifik, Samoa, odlično. Ok, to mogoče kakšna druga tema za kdaj drugič, mogoče ne za danes, ker bom probala še tole na hiter. Ok, in potem sva se po super dopustu odločila, da greva še češnje ubirati. Že kar na začetku so nama veliko oseb nama rekli, češnje, to je gnar, tu se lahko veliko naredi v kratkem času. Probita to, dobita kontakt. In res med delo na kivih in vse posod sva dobila neke kontakte in sva se na to odločila v bistvu, da bova iz Severnega otoka potovala vse dol do juga, na južni otok, v predel Otago se reče, kjer bova ubirala češnje. Ubiranje češenj je tak zelo zanimiva izkušnja. Pred sabo namreč imaš, ko bom rekla, kot nek nosilc, konstrukcijo, ki se preveže okoli pasa in pred sabo 5-kilogramski vedro, kjer gre noter 5 kilogramov češenj. Dobiš tudi lojtro in to je tvoja delovna oprema. Delo se začne zelo zgodaj, ob 6. zjutraj. V Otagu je to zelo mrzlo takrat, to je nekje 5 stopinj, tako da delovnik traja nekje od 6 do 4, 5, čisto odvisno, no, in je zelo naporno. Bolj kot fizično je psihično naporno, ker rekla, urna postavka nabiranja češenj je €17, $10. Obstaja pa tu norma, se pravi, norma je nekje 20 zabojev oziroma 20 veder češenj na smeno, a ne. In ko ti dosežeš teh 20 veder, to je tista minimalna norma, ko si plača na uro, se te pretvori zaboj v fiksnih $7 nabranih. Se pravi, po 20 baketih se začne 7. In ko ti dosežeš, ko vidiš, da ti začneš pol končno služiti denar, se začneš zelo pač truditi, matrati, vsi ubirajo tiste češnje, trga z eno roko, razpecljati jih je treba, ne sme biti noter nič tega listja, ne. Je zelo zanimivo, no, kako človek se lahko pod stres sam sebe spravi zaradi enih češenj, zaradi nekega, ne vem, ker vsi tisti, ko ubiramo, ne vem, družba, vsi se tako ženemo in potem si tudi ti nekako v tem toku, ne. Skratka, ok, mi smo delali, tako bom rekla,
čisto vse je tudi odvisno, kakšne češnje letiš. Če imaš ti dobro polno češnjo, ko so velike, rdeče, je to zlata jama. Potem delo zelo hitro gre, ne rabiš toliko lojtr prestavljati, ker potem zgubiš časa, ne. Tako da ob dobrih dneh, bom rekla, nekje dekleta, punca lahko zaslužijo, naberejo 30 zabojev oziroma 30 veder, mogoče sem narobe napisala, na dan, a ne. In potem, če si to lahko pretvorite, je to $210 na super zaslužek, res. Nimam kaj reči, 6 dni na teden, 7 dni na teden, sezone so kratke, obirajo se 3 tedne, 2 tedne, 3 tedne, se več tako, po moje, sploh ne moreš zdržati. Tako da, ja, super, no, super zaslužek. To je, bom rekla, to so bili moji maksimalni tam nekje 30 zabojev. Da ne govorim o moških, oni so pa res stroji, ne vem, nekje 40, pa tudi čez 40, do 50 zabojev na dan. Zdaj pa, če si samo malo prekalkuliraš, kak dober zaslužek to zna biti, se pravi $300 na dan, 7 dni na teden, to se pa že v bistvu kar da nekaj našparati konec sezone, a ne. In midva sva tudi imela dobro, zelo, zelo pozitivno izkušnjo, ker sva delala pri nekih privatnikih, oziroma ne privatniki, na neki domači kmetiji, no, kjer sta bila last gospod pa gospa, tu ni bilo takih nekih zateženih pogojev, zelo so nam šli na roko. Vem pa, oziroma tudi, bom rekla, iz lastnih izkušenj, zna biti v teh super velikih nasadih, kjer si v bistvu samo številka, zelo, zelo naporno in zelo fizično in psihično zelo stresno. Tako da spet ena zelo, zelo dobra izkušnja iz najine strani, vsakomur priporočam. Ja, in potem po češnjah, a še imam neko sliko tule, evo ga. Dobro. Takle, ožuljene ročice, res, to je kar naporno delo. Tule na sliki se točno vidi, evo, tole je en italijanski par, ko smo še bili skupaj, utrujenost, dobre, sočne češnje, jaz tu češenj še želej nisem pojedla, pa tako dobrih, tako sočnih, pač tudi recimo pri kivijih, to je izmed the best quality. Tule je ti napisal, da mu kar odgovorim, uporaba pesticidov, je to vplivalo na dihanje? Ne, ni. Sploh ne, ker si odzunil v naravi in nisem imela nikoli tega občutka, da bi karkoli vplivalo na dihanje. Edino, kar sem pa tako opazila, bom pol povedala, no tudi, ko smo delali v eni vinarni, tam pa pol tudi čutiš, mogoče malo bolj na rokih, no, da so tako suhe, karkoli. Mogoče na ta način, na dihanje samo kot ne. Ok, tole še slikica, da še na hitro, če še nekaj pozabila, takle po 8-urnem delovniku, ko smo vse sklatili dol iz. Pa potem druženje, evo, popoldansko, z dobro družbo, kitara, se kaj dobrega poje, kako, ja, tako da, odlično, no. Češnje in nato po češnjah, spet malo potovanja, seveda, normalno, gor pa dol, celo Novo Zelandijo smo prepotovala, nekje 35,000 kilometrov naredila. In potem sva ob koncu najine poti dobila zelo, zelo, oziroma najboljšo priložnost dela. Kontakt sem dobila od ene moje kolegice iz Slovenije, ko je že v bistvu bila leto prej in je rekla, pet delati v vinarno, tam je super, fajn je, v redu se da zaslužiti, ok, cool, mi je dala nek osnovni kontakt, nič kaj specifičnega in sem poslala prošnjo. Po nekih dneh so me klicali, smo imela Skype intervju in očitno, ne vem, so bili
dala sva 2-3 trgatve, mogoče v življenju čez, so bili navdušeni nad tem, ali kaj se vem, ne vem čisto točno. So naj klicali, pridite gor, bla, 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 in smo imeli pač, smo dobila delo. Delala sva v največji vinarni v Novi Zelandiji, podjetja Pernod Ricard, ne vem, mogoče se komu to zdi, kako to ime poznano, kjer proizvedejo nekje 50 milijonov litra na sezono. Zdaj ne vem, če si sam, mogoče, to so blazne številke, nepredstavljive, no, za nas sploh, ko nismo tako veliki. In tu sva dobila delo na, reče se mu weighbridge operator, se pravi upravljalec na tehnici. Mogoče to prav, ne vem. Okay. Skratka, postaja vinarne, kjer ob 24-urnem procesu ubiranja grozdja, se pravi, to je 24 ur na dan, 3 tedne se ubira non-stop, ni debate. Ob 24-urnem procesu v vinarno pripelje vsakih 15 minut tovornjak z grozdjem. 25 ton grozdja. In midva sva delala v bistvu na tehnici. Sva bila prva postaja te vinarne, kjer je pripeljal ta tovornjak, se pravi truck and trailer, se pravi prikolica in tovornjak, 25 ton. Delala sva v paru in sicer nočne smene sva imela. Se pravi, delala sva od 5 popoldan do 5 zjutraj. 12 ur na dan, 7 dni na teden. Mogoče se naporno sliši, ampak je delo tako luštno, da ni bilo nikoli sploh karkoli. Sam na spaci se mogel, evo. Pa še za jesti smo dobili zraven, tako da. Pač vzameš v zakup. Delo spiš in to je to. Bilo je tudi zelo fajn plačan, moram priznati. $21 na uro, dela se pa od 40 do 80 ur. Se pravi, 80 smo midva delala, ko je bil 24-urni proces, pa sva dobila pa še neko dodatno delo, kjer sva pa delala v bistvu samo dopoldansko, zato sem tu napisala 40. Skratka, delala sva v paru, eden od naju je je s hidravlično roko vzel vzorce v tovornjaku in pa prikolici, zmeril sladkor, drug od naju je pa prevzel dokumentacijo tovornjakarja, vnesel preko skenerja, to v bistvu bilo vse tako digitaliziran, vnesel podatke v računalnik, odkot, kam, ki gre naprej šel in tako naprej. In to, evo malo slikic, no, da še pokažem, tole je takle po noč, zgleda ta stran, to je ta stran, v bistvu to zgleda ta hidravlična roka, s katero vzameš ven vzorec grozdja. Mogoče se vam zdi, zakaj je grozdje tako tekoče. Zato, ker vse nabiranje grozdja je strojno. Oziroma, bom rekla, prve sorte, se pravi šampanjce se obira ročno, vse ostalo pa na mašine. In potem zaradi teh strojev in pač prije tako zelo juicy, tekoče. Tole je tudi najin pogled popoldanski iz najinega delovnega mesta. To so pa od zadnjih teh cisterne, ne vem, če se vidi dobro. Na tej slikici sem jaz po noč, ko jemljem vzorce. In pa tole prevzem te dokumentacije in opisa v računalnik. Tu smo v bistvu, je bilo super izkušnja, tudi delodajalci, navdušeni. Tako sem rekla, vzameš zakup, se dela, spiš, prideš domov 5 zjutraj, greš spat, se zbudiš ob 2 popoldan, neki na hit zajtrk poješ, pa greš delat. Proces ta traja 3 tedne, potem smo mi, v bistvu, ko smo se kar dobro izkazala, so nam rekli, a bi te vi še kaj delala? Smo rekla, ja, ok, super, v redu, je bilo plačan. Smo rekla, ok, in potem so nam dali neko delo za nazaj in smo potem še stare vzorce sladkornega grozdja čistila, reciklirala in pa tisoče in tisoče posod in škafov in ne vem kaj vse od ročnega
da poudarim, ročnega obiranja, sčistiti, treba namočiti v vodo, sčohati in pa zlapati, to pa nimam te slike. Ja, no, pač, zdaj ne vem, to je v bistvu vse, kar, mislim, po moje se še kakšna malenkost kaj najde, ampak to bom rekla, to so dela, ki sem jih res hotela izpostaviti, pokazati, zanimiva dela za backpackerje. Tudi zaslužki, se vidiš, na začetku delaš nekje res za minimalca. Tu tudi potem moraš kar malo paziti, no, koliko tudi zapraviš, ampak se da. Zdaj po tem, midva sva kar lepo si prihranila, sva bila dosledna, sva kar fajn pridno šparala, tako da, ja. Ja, ne vem, no, kaj naj rečem. Zdaj, če še kdo ima kakšno vprašanje, karkoli, nekaj slik bom še objavila, če koga kaj zanima o samem delu, kje iskati, mogoče celo ima kdo kako idejo prihodnje iti, pa mu lahko posredujem res kak kontakt o delodajalcih. Drugače pa jaz, se pravim, priporočam to izkušnjo vsakomur. Vsaki mogoče ima željo potovati, ima željo po nečim novim, drugačnim, karkoli, no, res nek rizik, no pa ne rizik, kaj, vse je bilo vredno, ne obžalujem niti sekunde. Prijav se, stop ven iz svojega comfort zona, prijav se na to vizo, še vedno imaš en let časa, ampak kjer je želja, tam je pot in jaz verjamem, da tisto, ko si nekaj res močno želi, bo to naredil oziroma izpeljal. Aha, pa da še nekaj da poudarim, mogoče je to tema za čisto na začetek. Working holiday visa obstaja za nas, Slovence, tudi za Avstralijo in pa za Kanado. Pogoji so malenkost drugačni, ampak če vas to zanima, kaj več, no mislim, jaz nekih ful informacij o tem ne morem dati, dobite pa vse na spletni strani Nomaga. Oni tudi imajo neke pakete, ko pa recimo, da lahko štartaš dol, pa ti pomaga vizo dobiti, pa tako naprej, ampak to lahko pač tudi sam izpelješ. Tako da dobiš pa tam veliko informacij, kdaj so prijave, koliko potekajo, itd. Tako da, ja, nič, to je bila moja prva spletna kava, mogoče sem malo let prebila pa tremo. Zdaj vas pa jaz vabim, da se v petek, ta petek, 29. imamo ob 6. uri zvečer podcast z Bakanalom, luštnim parom, ki snemata naše dogodke. Tako da pridružite se nam v petek ob 6. na podcastu Bakanala. Nič, upam, da se še vidimo kaj, drugače pa uživite. Čau!